Dober dan, z nami je gospa Anita Peričnik-Noč. Pri bolnikih z multiplo sklerozo se pojavlja kot simptom tudi zastajanje blata. Pa me zanima, si lahko bolniki z multiplo sklerozo, kateri imamo takšne simptome, ko se to pojavlja, na kakšen način pomagamo oziroma na kakšen način se pa to sploh kaže? Ja, pri bolnikih lahko prihaja do motenj pri odvajanju blata, a ne. Zdaj veliko bolnikov tarna za zaprtjem. Se pravi, da težko grejo na blato mogoče na par dni, enkrat na teden, a ne. Tako da tukaj si je pač treba pomagati, tako kot pri ostalih ljudeh, ki imajo te težave, a ne. Lahko malo s prehrano naredimo, veliko tekočine piti, tudi s kakšnimi odvajali. Večji problem so pa tudi, ko bolniku recimo blato nekontrolirano lahko uhaja. To je za bolnika lahko zelo zoprna zadeva, nekateri se zaradi tega potem tudi socialno osamijo, nočejo več iti v družbo. Je pa tukaj problem, da bolniki niti ne vejo, da se da tudi tukaj pomagati, a ne. Obstajajo posebni analni čepki, ki se lahko vstavijo v črevo, v črevesu lahko ostanejo do 12 ur. Podobni so kot ženski tamponi, ki jih uporablja ženska pri menstruaciji, a ne. In ta čepek se vstavi v črevo in potem se dejansko razpre kot ena taka marelica je, a ne. In to zadrži potem uhajanje blata. Tako da zelo pomembno je, da bolnik sam spregovori o teh težavah ali pa da ga mi tudi ciljano vprašamo potem, ko pride v ambulanto, in ker če bo bolnik spregovoril o tem, bomo tudi lahko mi pomagali pri zdravljenju in nadaljnjih ukrepih. Sedaj, ko ste govorili o teh čepkih analnih, se mi je porajalo vprašanje, kaj pa če ob tem recimo ima pacient težave tudi z motnjami mokrenja? Koliko lahko to zastajanje blata oziroma da ni neke mikcije vpliva na uriniranje oziroma na motnje mokrenja? Ja, tukaj so te dve stvari sta res povezani, a ne, ker če je bolnik zelo zaprt, a ne, da je polno črevesje, lahko potem pritiska na mehur in se zaradi tega tudi mehur lahko slabše prazni. Tako da tukaj dejansko imamo dve težavi, ki sta povezani med seboj. Zato je zelo pomembno tudi redno odvajanje blata, a ne, zato da se črevesje sprazni. Samo zastajanje urina, a lahko tudi pride do pogostejših mikcij, ker je pač črevo polno? Zdaj največkrat pride do zastajanja, do slabšega praznjenja mehurja. Najlepša hvala za odgovore.